Delegacija talibov je bila ta teden v Bruslju na redkih pogovorih z evropskimi uradniki, ki so bili osredotočeni na konzularne storitve, zavrnjene prosilce za azil in, kot pravi Kabul, razširjeno sodelovanje. Afganistansko zunanje ministrstvo pravi, da je bil to prvi obisk talibanskih uradnikov v Bruslju, odkar se je skupina leta 2021 vrnila na oblast. A vendar je čas obiska deležen kritik. Talibi so okrepili svoje zatiranje v Afganistanu, vključno z omejitvami, ki so usmerjene proti ženskam, pametnim telefonom in protestom. Po poročilih naj bi bilo v začetku tega meseca zaradi kršenja pravil o oblačenju pridržanih 30 žensk. EU pravi, da so bili to tehnični pogovori in ne priznanje talibanske oblasti. Za več o tem se nam zdaj pridružuje Marjam Varda, ustanoviteljica svoje nevladne organizacije v Afganistanu. Marjam, lepo, da ste z nami na E24 News English. Ko pogledamo, kaj se trenutno dogaja v Evropi, kakšen je vtis tega? Evropa sedi za mizo s predstavniki talibanskega režima, medtem ko ta v Afganistanu še naprej odvzema osnovne svoboščine. Pa je to res edini način, da lahko Evropejci dejansko dosežejo kakršnokoli spremembo v Afganistanu? No, poglejmo, kako to izgleda navzven, kar se mi zdi za EU izjemno težko. Tako imamo evropske uradnike, ki zdaj sedijo za mizo s predstavniki talibov, medtem ko talibi še naprej uvajajo ene najstrožjih omejitev za ženske na svetu. To vključuje prepoved srednješolskega in visokošolskega izobraževanja, številnih oblik zaposlitve in javnega udejstvovanja. Prav tako ste bili priča, kako so se skupine za človekove pravice in številne osebnosti, kot je Malala Yousafzai, zavzemale za to, da tehnična srečanja tvegajo podelitev legitimnosti režimu, ki ga praktično nobena članica EU ne priznava. A hkrati bi evropske vlade, po mojem mnenju, trdile, da de facto vladarje Afganistana oziroma trenutna vlada nadzoruje svoje ozemlje. In če želi Evropa razpravljati o deportacijah, potovanjih, dokumentaciji, konzularnih vprašanjih, humanitarnem dostopu ali varnostnih pomislekih, ni druge možnosti, kot da se vključi v dialog z oblastjo. Z tega vidika srečanje odraža pragmatizem in ne priznanje. Zakaj se to dogaja zdaj? Zakaj prvič? In ali se je v zadnjih mesecih sploh kaj spremenilo, da so evropski voditelji sprejeli to delegacijo talibanov? Mislim, da v Afganistanu kot takem ni sprememb, ampak mislim, da gre za Evropo na splošno, po vsej EU. Mislim, da je migracija ena najbolj politično občutljivih tem. Evropska unija je nedavno okrepila mehanizme za deportacijo in politike vračanja, zaradi česar so bile nekatere vlade pod pritiskom, da te ljudi odstranijo. Posamezniki, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene ali ki so bili obsojeni za huda kazniva dejanja. Za deportacijo Afganistancev pa morajo evropske države sodelovati pri preverjanju identitete, potnih dokumentih in vračanju. To zahteva določeno raven komunikacije s Talibanom. In mislim, da so poročila pokazala, da je Evropska komisija o teh vprašanjih razpravljala s predstavniki Talibana že od začetka tega leta, od prvih srečanj v Bruslju. Torej, z drugimi besedami, zdi se, da je gonilna sila migracijska politika, ne pa ponovna ocena spoštovanja človekovih pravic strani Talibana ali uradno ponovno diplomatsko sodelovanje. Torej, ko govorimo o pravicah žensk, kakšen vpliv bi lahko imelo to srečanje? Bi lahko sodelovanje s Talibanom dejansko prineslo kakršenkoli dejanski vpliv glede pravic žensk ali človekovih pravic? No, v teoriji da. Diplomacija ustvarja poti, ki jih izolacija ne omogoča. Najmočnejši argument v prid sodelovanju je, da vlade redko vplivajo na akterje, s katerimi nočejo govoriti. Če želi EU zagovarjati izobraževanje deklet ali zaposlovanje žensk, humanitarno pomoč, dostop ali zaščito za civilno družbo, neposredna komunikacija vsaj nekaj priložnosti za izpostavitev teh vprašanj in povezavo spodbud s specifičnimi ukrepi. Izziv je vzvod. Talibani bodo najverjetneje pokazali pripravljenost prenašati leta mednarodne kritike in sankcij, kot so že pokazali, hkrati pa bodo ohranjali stalne omejitve za ženske.
Zdaj, od leta 2021 je zunanji pritisk povzročil velike spremembe v njihovi politiki glede nekaterih vprašanj povezanih z ženskami. In zaradi tega mnogi opazovalci dvomijo o tej migraciji. Torej, ko govorimo o nekaterih vidikih, mislim, da smo o tem govorili v vaši zadnji oddaji, kjer smo omenili, da so nekateri člani afganistanskih talibanov dejansko sprejeli napredek, kaj ne? Torej, mislim, da je zunanji pritisk povzročil nekaj subtilnih sprememb, vendar ni prišlo do večjega preobrata. In zdaj, kot posledica tega, mislim, da mnogi opazovalci dvomijo, da bodo pogovori, osredotočeni na migracije, nenadoma prinesli pomembne koncesije glede pravic žensk. Vendar verjamem, da bo vsaka oblika sodelovanja prinesla neko vrsto koncesije glede pravic žensk. Marjam Varda, zelo pomembna razprava, ki jo moramo nadaljevati, ko gre za pravice žensk v Afganistanu. Hvala, ste bili z nami na i22 News English in razpravljali o tem.